Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije in hvala vsem, ki ste se odzvali na današnje vabilo v kratkem času. Kot je predsednik napovedal, po tekmi z Norveško je po tekmi s Ciprom nastopil čas za odločitev o nadaljnjih korakih slovenske reprezentance. Zato je z nami predsednik NZS Rade Koljatović, ki bo podal izjavo. Hvala. Dobar dan tudi v mojem imenu in hvala vsem, ker ste prišli danes na Brdo. Danes ob 11:30 sem se sestal s dosedanjim selektorjem Tomažem Kavčičem in ga obvestijo o prekinitvi sodelovanja na mestu selektorja slovenske A nogometne reprezentance. Odločitev je posledica predvsem slabih nastopov in slabih rezultatov v kvalifikacijah za Ligo narodov. Tomažu Kavčiču in strokovni ekipi bi se zahvalil za korektnost, predanost in vložen trud. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanja in bom poskusil odgovoriti na vse to, kar boste želeli. Prosim bi, da počakate na mikrofon, tako da pa predstavite se, pa boste sprejeli medija prednjake. Zoran Mijatović, časopis Večer. A je bilo to posledica pritiska javnosti? Ne, če bi bilo to posledica pritiska javnosti, glede na to, kako je javnost pritiskala, bi selektorja odstavili že prej. Naslednje vprašanje? Jan Janežič, Radio Slovenija. Gospod predsednik, ste v teh naslednjih 3 urah in pol govorili že mogoče s kakšnim potencialnim naslednjim kandidatom? Ne, tako kot sem večkrat povedal do zdaj, tudi v dosedanjih nastopih, dokdaj je selektor aktualen in opravlja svoje delo, nikdar nisem in ne bom govoril s kandidati. Tudi v teh 3 urah približno, kdaj sva končala s Tomažem ta najin razgovor, sem počakal, da tudi obvestim vas, javnost, in šele potem si bomo vzeli čas, da v miru poiščemo ustreznega kandidata, ki bo vodil slovensko nogometno reprezentanco naprej. Pozdravljen, gospod predsednik, Dejan Mitrović, ekipa. Imate morda koga že v mislih, nekako v javnosti se veliko pojavlja Matjaža Keka? Pa o kandidatih v tem trenutku ne bi, vsekakor vedno moraš imeti v mislih nekatere možnosti, ker rezultati so tisti, ki selektorje držijo na tem položaju ali ne. Z Matjažem sem se pogovarjal prej in verjetno se bomo pogovarjali tudi zdaj, ampak o kandidatih v tem trenutku ne bi govoril, dokdaj nabor kandidatov ne vidimo. Hvala. Luka Petrič, Radio Slovenija. Gospod predsednik, sestali ste se v tej jeseni z Janom Oblakom. Je ta pogovor, to, kar ste se pogovarjali, v kakršnikoli meri vplivalo na vašo odločitev? Ne, izključno ne, in tudi kasneje, če se boste pogovarjali z Janom Oblakom, boste slišali tudi to, da smo v tem razgovoru, oziroma sem večkrat izpostavil, da nikdar nobeden igralec ne bo razlog, da se menja selektor, in tudi nobene zahteve strani Jana Oblaka ni bilo v tej smeri. Predsednik, dober dan. Andrej Milković, ekipa. Zadeva Oblak se je zgodila praktično še pred prvo tekmo Tomaža Kavčiča na mestu selektorja. Si želite, da bi se karkoli v tej zgodbi zgodilo drugače, da bi vi odreagirali drugače, da bi selektor odreagiral drugače? Vam je za karkoli žal v teh, koliko je bilo, 6 mesecih, vse, kar se je kuhalo okrog Oblaka? Pa glejte, določene stvari s tem v zvezi niti niso bile znane po nekem prvem zboru in konkretnih informacij v zvezi s tem ni bilo. Seveda si nikdar ne želimo, da ko začne neka nova ekipa, ko se začne neka nova zgodba, ko začne novi selektor delo, da se zgodijo kakršnikoli konflikti, preden se konkretno delo začne. Želimo si dober, spodbuden začetek, ki bi pa kasneje generiral dobre rezultate. To je vse, kar si verjetno želimo vsi, ne samo zveza. Božidar Bulat, Pop TV. Koliko kandidatov, številka imate v mislih, razmišljate tudi o tujcu?
spodbujati, veste, da so vedno dajo konkretne odgovore, danes sem konkretnega odgovora ne morem dati, ker v bistvu mi si te situacije nismo želeli in o nekih kandidatih nismo razmišljali prej, moramo biti pa vedno pripravljeni. Nimamo tega števila in drugo, kar se tiče tujca, razmišljali smo tudi pri imenovanju selektorja Kavčiča o teh možnosti, pogovarjali smo se tudi z nekaterimi, vsi tisti, ki bodo na en način na voljo oziroma bodo imeli take lastnosti in bodo dosegljivi glede na finančne možnosti zveze, pa da imajo ustrezne reference, bodo prišli v poštev. Vendar ne izključujemo te možnosti, v tem trenutku pa je tudi o njej ne moremo govoriti. Prej nisem dobro razumel, bo zdaj Jan Oblak igral za reprezentanco že novembra oziroma v kvalifikacijah, kakšen je zdaj tisti končni dogovor? Z Janom Oblakom na prošnjo kluba in igralca smo se dogovorili, da v tem jesenskem delu kvalifikacij, to pomeni do konca Lige narodov, naj ga ne bi klicali več v reprezentanco, da poskuša med reprezentančnimi tekmami sanirati poškodbo in mislim, da Jana Oblaka v tem jesenskem delu kvalifikacij ne bo. Dogovorili smo se tudi, da se potem usedemo in pogovorimo za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo in to bomo tudi naredili. Še to, kako je Kavčič sprejel vašo odločitev? Tomaž Kavčič je izjemno korektna oseba in je zelo korektno in z razumevanjem sprejel to odločitev. Zaveda se tega, o čem smo govorili tudi prej, da so nastopi in rezultati slovenske reprezentance bili slabi, da je izkupiček iz tega dela kvalifikacij in tudi igre na prijateljskih tekmah niso bili na tej ravni. Videl je perspektivo za naprej, vendar se je zavedal, da da so rezultati izključno posledice in je zelo z razumevanjem sprejel to odločitev. Predsednik, po vsem, kar se je dogajalo, verjetno je logično ali pa razumljivo pričakovati, da bi vsak kandidat za novega selektorja želel govoriti z Janom Oblakom. Pričakujete tudi vi to in kaj boste storili, če bo prišlo do takih prošenj, do takih zahtev kandidatov v pogovoru z vami? Glejte, selektor je vedno bil popolnoma avtonomen pri komunikaciji z vsemi igralci in tu ne vidim nobenega problema. Slovenija ne premore izjemno velikega števila kakovostnih igralcev in vsak igralec take kakovosti je več kot dobrodošel nacionalni reprezentanci. In karkoli se bo dogajalo v tej smeri, če bodo opravljali pogovore in da pride do tega, da bi Jan Oblak tudi, ne glede na to, kar smo se pogovarjali, po razgovoru z novim selektorjem, če bodo takrat izbran, želel prijeti nazaj ali pa pogotovijo, da bi lahko, seveda, kdo od nas bi rekel, da ne. Ampak glede na to, kar smo se pogovarjali takrat in kaj se je igrale želel, težko pričakujem, da bo pred začetkom kvalifikacij za Evropsko prvenstvo igral v tem jesenskem delu. Predsednik, še samo vprašanje Miha Kranj Sport TV. Nekako zaupanje skozi udeležbo na stadionu v zadnjih tekmah ni bilo najboljše, oziroma kako ste vi to razumeli, kakšna je bila udeležba, koliko je bilo prodanih kart, kako boste mogoče tudi na podlagi tega poskušali povrniti zaupanje navijačev, da bodo v večjem številu hodili na stadion, na tekme? Posledica obiska vseh tekem, ne samo tekem nacionalne reprezentance, je vedno odvisna od rezultatov. In če so rezultati nacionalne reprezentance dobri, potem je obisk na stadionih tudi dober. Moram pa reči, da Slovenija, ne glede na vse špekulacije, ima dobre, odlične navijače, ker tudi po vseh teh rezultatih, praktično brez osvojene točke na tekmi s Ciprom, smo imeli 5000 ljudi na stadionu v Stožicah včeraj in so zelo glasno spodbujali naše nogometaše. Tako da nikakor pa si ne moremo dovoliti apatijo teh navijačev oziroma veseli nas, da navijači niso indiferentni do teh slabih rezultatov oziroma zahtevajo spremembe, kar pomeni, da je slovenskim navijačem zelo mar oziroma da imajo slovensko reprezentanco radi in se bodo hitro vrnili, ko bodo reprezentančni rezultati boljši. Malo neugodno vprašanje, ampak kar menite, da ste s to stavitvijo zadostili tem težnjam navijačev, da mogoče vam to vrnili, da ste nič prišli? Verjemite mi, da smo oziroma sem v življenju veliko pomembnih odločitev, takih in drugačnih, in nisem naivan in ne pričakujem, da se bodo navijači samo zaradi spremembe selektorja vrnili na štadione. Pričakujem pa vsekakor, da bo naša reprezentanca, ki ima
dober potencial v igralcih, da bo zaigrala boljše, da se bodo rezultati obrnili navzgor in takim rezultatom bo sledil tudi boljši obisk na naših igriščih oziroma na tekmah reprezentanci. Matej Grošelj, Dnevnik. Dober dan, predsednik. Kdaj ste si postavili rok za imenovanje novega selektorja? Bo novi selektor vodil že novembra ali možnost za kakšen od sedanjih pomočnikov? Če bi bili srečne roke in če bi nabor kandidatov v tem času oziroma nabor dobrih kandidatov bil razpoložljiv, bi želeli to zadevo zaključiti čim prej. Vendar realno je pričakovati, da to ne bo možno. Če si želimo izbrati res dobrega selektorja z dobrimi referencami, človeka, ki bo odločen, samozavesten, ki bo imel zmagovito miselnost, potem si bomo tudi vzeli čas, če bo to potrebno. Če bomo pa srečni, srečne roke, da bomo takega dobili čim prej, bomo z veseljem z njim sklenili pogodbo za vodenje reprezentance. Če to ne bo narejeno do naslednjih tekem, bomo med sedanjimi sodelavci ali pa pomočniki oziroma drugimi strokovnimi delavci znotraj nogometne zveze vodili te dve tekmi in iskali ustreznega selektorja v prihodnje. Nedavno ste v Madridu šli sami, brez selektorja. Kako to? Zakaj ste se odločili za ta korak? Nisem se v bistvu odločil sam. Mi smo poskušali vzpostaviti stik z igralcem, da vidimo, ali so samo poškodbe vzrok za prihod na tekme reprezentance ali je kaj drugega. Ker sem se pogovarjal z igralcem, igralec je želel izključno se sestati s predsednikom. In če želimo vzpostaviti stik in pogledati, zakaj gre oziroma kakšne so možnosti, da igralec igra naprej za reprezentanco, sem ugodil njegovi želji. In to je bil izključni razlog, zakaj sem se sestal sam. Kako vidite svojo odgovornost, vašo odgovornost za nastali položaj? Nikdar se odgovornosti ne izogibam in predsednik nogometne zveze ali katerekoli druge organizacije je tisti, ki imenuje selektorja in strokovno vodstvo in je soodgovoren za rezultate, ki nastanejo. Vendar biti predsednik nogometne zveze ni samo reprezentanca. Nogometna zveza je veliko širša zgodba z ogromno tudi drugega dela in je pa res, da vsi ljudje delo nogometne zveze in njenega predsednika povezujejo z rezultati reprezentance, odgovornosti se pa ne izogibam in jo prevzemam. Ste zato mogoče v katerem trenutku pomislili, da bi tudi sami odstopili? Če mislite, da predsednik samo z imenovanjem selektorja, poleg vsega drugega dela in takih rezultatov na nogometni zvezi je ogromno v teh 2 letih, da je predsednik tisti, ki lahko vpliva na rezultate, ki jih ustvarjajo strokovno vodstvo in igralci na igrišču, potem bi ta zadeva bila smiselna. Vendar povem vam pa tudi to, da imenovanje selektorja, ki se je zgodilo pred 2 leti, je bila po moji oceni in tudi oceni veliko vas, ki sedite tukaj, zelo logična, pričakovana odločitev. Šlo je za selektorja, ki je bil pomočnik selektorju Keku in Katancu, ki je vodil našo mlado reprezentanco, ki je strokoven in takrat, ko smo selektorja imenovali, je velika večina od vas tukaj smatrala, da je to bila korektna in poštena poteza. Imeli smo možnosti in tudi primere, pa naštel bom sam nekatere, veliko večjih je, da so določene nogometne zveze izbirale tujce, jih drago plačevale, pozamo recimo Hidika v Rusiji, pa vzemo Klementeja v Srbiji, pa Mateusa na Madžarskem, pa Skolarja na Portugalskem, ker je šlo za evidentno izjemno priznana in spoštovana imena in teh rezultatov, ki so se zahtevali, niso dosegli. Tako da smatram, da je odgovorno, da v trenutku, ko reprezentanci gre oziroma ne gre, da vodstvo zveze potegne potezo, ko prenesemo odgovornost na vzdolj, se tudi ne znebimo. Tako da smatram, da zadeva ni primerna za moj odstop. Ne bežim pa tudi od tega, če je to. Naslednje vprašanje. Gospod Mijatović, zadnjega selektorja ste poiskali znotraj kadra že obstoječega. Je možno, da boste tudi novega, recimo Primoža Bihov, selektorja 21, kako je z njegovo prihodnostjo? Mislim, da tudi njemu poteče pogodba z 21, če se ne motim.
Glejte, tako kot sem povedal po tekmi z Norveško, vedno se je potrebno usesti, trezno razmisliti, pogledati in analizirati rezultate in vleči odločitve. V tem trenutku o konkretnih potezah v tem primeru ne morem govoriti. Gospod predsednik, kakšen je status pogodb dosedanjih sodelavcev, se pravi Benedejčiča in Glara in pa tudi Milivoja Novakoviča na vse zadnje? Ste razrešili oziroma prekinili pogodbo samo z Tomažem Kavčičem oziroma kaj se je zgodilo v tem pogledu? Kar se tiče statusa pogodb pomočnikov selektorjev, je zadeva takšna. Vsak selektor, ki pride na mesto selektorja, si izbere svoje sodelavce in na ta način tudi vežemo pogodbe pomočnikov na pogodbe selektorja. Tako da načeloma, ko selektorju prekinemo pogodbo, se avtomatično po zapisanem prekinejo tudi pogodbe pomočnikom. Vendar se bomo z vsemi pogovarjali pri izbiri novega selektorja, bomo upoštevali želje za njegov tim. Vendar bomo tudi z fanti, ki trenutno delajo, glede na potrebe nogometne zveze, pogledali, kje je možnost, da dobre kadre obdržimo na nogometni zvezi in da delajo z našimi igralci po različnih reprezentancah, ki jih na zvezi ni malo. Milivoj Novakovič je eden od pomočnikov in zdaj velja enako? Vsekakor, ker Milivoj Novakovič je prišel na željo selektorja, je sigurno igralec, ki je pred kratkim nehal igrati in se bomo tudi pogovarjali o njegovi vlogi za v bodoče, ker vsekakor taki kadri so na zvezi vedno dobrodošli. V katerih vlogah se bomo pa vedno sprot pogovarjali. Saša Jerkovič, TV Slovenija. Imate, gospod predsednik, občutek, da je bilo v tem zadnjem obdobju morda preveč nekega prilagajanja nogometašem, njihovega pogojevanja in ste bili morda v tem premalo odločni? Težko govorim o občutkih, kako je to videti z druge strani. Jaz sam nisem bil obveščen, da bi razen enega primera, o katerem smo konkretno govorili, da bi bilo nekega pogojevanja, nekega izključevanja, nekih zahtev, ki bi prišle do mene. In teh zahtev res ni bilo, ali pa saj jaz z njimi nisem bil seznanjen. Naslednje vprašanje. Ste morda razmišljali tudi o delnem povratku reprezentance v Maribor? Vsekakor, tudi o tem se pogovarjamo, vendar do prenove stadiona v Ljudskem vrtu, glede na zahteve za najvišje tekme nacionalnega nivoja, to verjetno ne bo možno. Ko bo stadion v Ljudskem vrtu prenovljen, potem ta možnost realno obstaja. Še kakšno vprašanje? Predsednik, a sta se z Janom Oblakom kaj pogovarjala o kapetanskem traku? Pogovarjala sva se o kapetanskem traku in Jan Oblak mi je povedal, da ni problem, da on ni kapetan, ampak da ga je motil način izbire. In ne pogojuje in nikdar ne bo pogojeval, da bo kapetan, da bo prišel nazaj v slovensko reprezentanco. Torej mu ni obljubljeno, da bo marca v napovedani vrnitvi postal kapetan? Žal na to vprašanje vam jaz ne morem odgovoriti, ne. Ker če sta se selektor in igralec pogovarjala, potem jaz ne morem reči, ali mu je bilo, ali mu ni bilo obljubljeno. To vprašanje žal ni zame, ampak je za enega ne. Če mu je bilo obljubljeno ali pa rečeno. Kar se tiče izbire kapetana in kapetanskega traku, je to popolnoma avtonomna stvar selektorja in jaz se kot predsednik nikdar nisem in se ne mislim vmešavati, koga bo selektor izbral za kapetana, vodjo na igrišča, koga za pomočnika in tako naprej. Gospod predsednik, ste lahko konkretni, kaj mu ni bilo pogodu javno pri izbiri kapetana? Način izbire. Konkretno? Glejte, on mi je odgovoril, da mu način izbire kapetana ni bil všeč. Konkretno spet vam ne morem reči kaj, ker jaz nisem bil udeležen pri tem. Še sem to, koliko masla na glavi mislite, da imajo pri teh slabih rezultatih tudi igralci, ne samo selektor? Pa glede na to, da se že prej omenijo, da imamo zelo obetaven potencial, verjetno bi tudi boljši zavzetoci na nekaterih tekmah dosegli nekaj več. Moramo pa reči, da smo imeli tudi nekaj pomanjkanja sreče. Tekma z Bolgarijo je bila odigrana v redu, zgodila se ena pomembna napaka, nam ni šlo proti Cipru,
veste sami, da smo dosegli regularen zadetek v 89 minuti, pa nikdar se ne zgovarjam na neke odločitve, ker tudi sodniki so sestavni del igre. In če bi mi povedali v Cipru z 2-1, verjetno bi to tekmo tudi z 2-1 dobili. V naslednji akciji smo dobili gol na 2-1 in je veliko vplivov, ki na koncu prinesejo tako stanje, ki ni dobro in smatramo, da je odgovorno nogometni zvezi reagirati in iskati rešitve v smeri, da ta trend obrnemo navzgor, ker slovenska javnost in predvsem nogometna javnost s tem potencialom si želi boljše rezultate. Naslednje vprašanje, oziroma je še kakšno vprašanje? Imate občutek, da bi Jan Oblak zaigral za reprezentanco, če ga ne bi zmotilo glede izbire kapetana? Težko rečem, vendar poškodba je bila evidentna in v marcu in kasneje poglobljena v teh poletnih mesecih, vendar se dobil občutek, da se igralec želi igrati za reprezentanco. Absolutno. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa, če so še kakšne želje za kakšne individualne izjave, se bomo še pogovorili. Hvala lepa. Hvala lepa.